Spoštovana nagrajenka, dragi nagrajenci, cenjene športnice in športniki, dame in gospodje, spoštovani člani Komisije za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca, spoštovani gospod podžupan, gospod Samo Logar, dobrodošli na 34. podelitvi Rožančevih nagrad za področje športa za leto 2025. Danes smo zbrani, da z jasnim razlogom skupaj proslavimo izjemnost. Častimo predanost, vztrajnost, srčnost in dosežke, ki so oblikovali športno leto 2025. Zbrali smo se med ljudmi, ki razumejo, da šport ni le aktivnost, temveč način razmišljanja. Med ljudmi, ki vsak dan znova premikajo svoje meje in s tem meje naše skupnosti. Z nami so številni izjemni posamezniki, trenerji, strokovnjaki, športni delavci, športniki. Skratka, tisti, ki aktivno ustvarjate športno zgodbo našega mesta. Rožančeve nagrade so več kot priznanja. So trenutek, ko skupaj pogledamo nazaj na izjemne dosežke in se poklonimo tistim, ki svojim delom navdihujejo generacije. Danes torej ne nagrajujemo le rezultatov, temveč ljudi, ki svojim življenjem dokazujejo, kaj pomeni biti zavezan športu. Marjan Rožanec ni bil le športnik, ampak tudi esejist, pisatelj, nogometaš, sekretar, direktor Slovana, predvsem pa navdihujoča osebnost. Danes se v njegovem imenu spominjamo njegove dediščine in nagradimo tiste, ki so blesteli na področju športa. Šport je več kot le tekme, rezultati in lovorike. Šport je jezik, ki združuje ljudi po vsem svetu. Je vir navdiha, disciplina in vztrajnost, ki nas uči, kako premagovati ovire ter dosegati nemogoče. Nagrade Marjana Rožanca so namenjene tistim, ki svojim trudom, talentom in zavezanim delom postavili nove mejnike v svetu športa in so tako postali tudi ambasadorji športa. Ljubljana pa je mesto, kjer šport ni le aktivnost, ampak način življenja, ki nas povezuje. Nas navdihuje in nam ponuja prostor za napredek, zdravje in skupno veselje. Ljubljana spodbuja šport v vseh oblikah in za vse generacije. K napredku pa nedvomno pripomore tudi pripadnost in aktivnost podžupana mestne občine Ljubljana, gospoda Sama Logarja. Zato vas, gospod Logar, vabim na oder in vas prosim za nekaj uvodnih besed vsem zbranim in našim nagrajencem. Hvala lepa za besedo. Spoštovana nagrajenka, spoštovani nagrajenci, čestitke za to, kar ste naredili v tem letošnjem letu. Lepo bi pozdravil tudi komisijo, ki je naredila res izjemno delo in delo ni bilo lahko. Kandidatov je bilo kar nekaj in izbrali so, jaz mislim, najboljše. Uvodoma bi rad prenesel lepe pozdrave strani našega župana Zorana Jankoviča, ki je, kot veste, velik zanesenjak, športni zanesenjak in pa podpornik športa v Ljubljani. Kot rečeno v uvodu, Ljubljana je mesto športa, mesto športnega navdiha, mesto, kjer je prostor tako za športnike in športnice, kot tudi za trenerje izjemnega pomena in pravzaprav daje vsem tem športnim delavcem, trenerjem, športnikom in športnicam res prostor, kjer lahko ustvarjajo, kjer lahko dosegajo dobre rezultate, kjer se lahko pravzaprav izkažejo in iščejo navdiha. Ljubljana je seveda v okviru športa ni samo naravnana na tekmovalni šport, naravnana na klube, ki tekmujejo v najvišjih evropskih ligah. Temveč Ljubljana je tudi mesto, kjer vsak prebivalec lahko najde nekaj zase. Kot veste, smo v 3 letih imeli 3 festivale ljubljanskega športa. Festival ljubljanskega športa prikazuje, kako široka in pestra je športna krajina v Ljubljani. Letos smo imeli skoraj 50
različnih športov, ki smo jih predstavili mladim, odraslim in starejšim. In lahko rečem, da je letosni festival športa presegel vsa pričakovanja, vse rekorde po udeležbi in po zadovoljstvu, ki so ga imeli vsi obiskovalci v 4 dneh, ki smo jih imeli v Tivoliju. Letošnje leto je bilo pravzaprav v več vidikih rekordno. Ne samo po številu obiskovalcev festivala športa, temveč tudi po številu obiskovalcev Ljubljanskega maratona, maratona Franje in pa teka trojk okrog Ljubljane. In to se kaže, kako pravzaprav Ljubljančani in Ljubljančanke, prebivalci Ljubljane, dihate in dihajo z športom in se udeležujejo pravzaprav res teh naših velikih dogodkov, pa hkrati tudi vseh tistih aktivnosti, ki jih ponujajo naši klubi in zveze, ki dejansko pravljajo res veliko delo na terenu, ki polnijo naše dvorane, ki polnijo naša športna prizorišča. In na tem mestu izjemna hvala vsem, ki v športu delate, ki skrbite za ta razvoj, ki skrbite za gibalni razvoj otrok, mladih, starejših in s tem pravzaprav Ljubljano postavljate na položaj prestolnice športa. Vendar danes smo se zbrali tukaj zato, da v bistvu proslavimo, nagradimo naše najboljše športnike in tisti, ki so v Ljubljani športu največ dali v zadnjih nekaj letih. Velika hvala seveda gre rezultatom, ki so bili doseženi strani nagrajenke in nagrajencev v zvezi z tem, kako pravzaprav se pokazali, kaj so te športne vrednote, ki jih pravzaprav sledujemo v Ljubljani. Nagrajenka Tina Šutej je lep primer, kako pravzaprav se splača v športu vztrajati, kako pravzaprav šport ni samo to, da mladi pravzaprav, da naredimo zgodno selekcijo športa in pravzaprav gremo skozi to selekcijo na način, da pravzaprav že zgodaj določimo, kdo bo vrhunski športnik in kdo ne bo. Naša nagrajenka Tina Šutej je lep prikaz tega, kako pravzaprav je pomembno vztrajati in seveda graditi svojo športno kariero ne samo v začetni fazi, vendar tudi kasneje. In zato res izjemna hvala in čestitke za to. Moram poudariti, če to. Izjemno veselje mi je, da je Tina Šutej postala tudi najboljša atletinja leta. Dobila je nagrado Atletske zveze Slovenije. Prav tako njen trener, Milan Kralj, in pa seveda naš ljubljanski klub, atletski klub Žak. In čestitke tudi njim za to, da so dobili letošnjo najvišjo nagrado v atletiki. Seveda, dobre športne dosežke lahko dosežemo samo v najboljših možnih športnih pogojih. Pogojih, ki jih zagotavlja Ljubljana in lahko rečem, da je Ljubljana v zadnjih letih res naredila en velik preskok tudi na področju zagotavljanja športnih objektov, dvoran in nenazadnje v letošnjem letu se lahko pohvalimo kar z 2 bazenoma, notranjimi bazenoma, eden je na Iliriji, se pravi bazen Ilirija skupaj z dvoranami in pravzaprav celim centrom, športnim centrom in drugi na Vevčah. In lahko rečem, da je ta pridobitev res izjemnega pomena za vse nas, ki uživamo v dobrih bazenih, ki uživamo v višji kakovosti, ki jo lahko pravzaprav Ljubljana tudi dejansko ponuja. Poudariti je mogoče potrebno, da Ljubljana načrtuje tudi seveda gradnjo nekih drugih objektov, ki so za šport izjemnega pomena in presegajo samo mestni nivo. Gre za mestno državne projekte, kot naprimer Atletski center Ljubljana, ki se je že pričel graditi, in pa plezalni center, za katerega smo že pridobili gradbeno dovoljenje in upamo, da se bo to več naslednjega leta začel z gradnjo. To je pravzaprav tudi To so pravzaprav tudi načini, kako zagotavljamo športnikom, trenerjem, športnim delavcem pogoje, zato, da boste še naprej lahko razveseljevali vse nas, ki vas spremljamo, ki vas spodbujamo, ki pravzaprav si želimo teh vaših skupnih uspehov in hkrati, da ste v bistvu vzor vsem tistim mladim, ki šele stopajo na to pot
in si v bistvu želijo postati in nekoč dobiti nagrade, kot jih prejmate vi, najboljši športniki. Na koncu naj še poudarim, da je izjemno veselje, da danes nagrade podeljujemo ne samo odličnima športnikoma, temveč tudi dvema nagrajencama, ki sta dala športu v svojem življenju res izjemno veliko svojega časa, kjer sta pravzaprav v športu pokazala, kaj pomeni vrednota, vztrajnost, odgovornost in delo v športu. In nagrada za življenjsko delo, najvišja nagrada mesta Ljubljane, je po mojem mnenju tukaj še toliko bolj pomembna. Gre res za en prikaz, zakaj pravzaprav je vredno se boriti, delovati, vztrajati v športu, tudi morda kot kdaj ne gre, pa vendar vedno pravzaprav je vsak posameznik tisti, ki nekako kaže za svojim delom, da se da, da se zmore in da na koncu so tudi rezultati vidni. Tako da zahvaljujem se vsem nagrajencem, da ste res dali vse od sebe, da kažete vrednote športa, kot so vztrajnost, odgovornost, predanost, spoštljivost, sodelovanje, vse te stvari, ki pravzaprav pomenijo za družbo zelo veliko in pravzaprav si želimo, da bi v družbi nekako živele v širšem obsegu, saj s tem pravzaprav družbo izboljšujemo. Hvala lepa vsem, ki ste prišli, hvala lepa vsem, ki ljubljanski šport podpirate, hvala vsem, pravzaprav, ki živite z športom v Ljubljani in hvala vsem tistim, ki vsakodnevno prispevate k temu, da šport v Ljubljani res živi z vsem svojimi pljučami diha in pravzaprav daje največ, kar lahko, to pa je razvoj Ljubljančanov, gibalni razvoj Ljubljančanov v vseh generacijah, vseh tistih, ki pravzaprav želijo svoj lasten napredek in napredek ekip svojega društva, svoje zveze in na koncu seveda celotne družbe. Tako da še enkrat čestitke, želim vam prijeten večer in uživajte v predstavi in izkoristite vsi priložnosti, da se z nagrajenci pogovorite in jih povprašate, kako pravzaprav je lahko pride do takih dobrih rezultatov. Hvala lepa, vsem skupaj. Najlepša hvala, gospod podžupan. Sedaj pa v mojo družbo Topolu vabim gospoda Gojka Zalokarja, predsednika komisije za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca za področje športa za leto 2025, da povzame delo komisije in z nami deli svoje občutke o letošnjih športnikih. Spoštovani podžupan, nagrajenci, gostje, športni prijatelji, dovolite, da vas pozdravim v imenu Komisije za pripravo predlogov za Ljubljančeve nagrade na področju športa v Mestni občini Ljubljana. Ob tem izražam veselje, da se ob podelitvi nagrad ponovno srečujemo zaslužni športni delavci in vrhunski športniki, ki ste v preteklem obdobju prejeli to nagrado. Posebej bi se zahvalil članom komisije za pripravo predloga nagrajencev, ki je bil dan županu potrditev in strokovni službi za pomoč pri izboru kandidatov in postopku podelitve. Nagrado v preteklih letih je prejelo 122 posameznikov in društev. Letos podeljujemo 4 nagrade, in sicer eno za izjemni športni dosežek športnika oziroma športnice, eno za izjemni dosežek strokovnega delavca in 2 za delo v daljšem časovnem obdobju. Na podlagi javnega razpisa je letos prispelo 11 vlog, ki so bile ustrezno poslane strani 11 predlagateljev in ene strani Komisije za pripravo predlogov za Rožančeve nagrade. Predlagatelji so poslali 5 predlogov za vrhunski dosežek in 9 predlogov za nagrado za strokovno delo v daljšem časovnem obdobju. Nagrajenci bodo razglašeni v nadaljevanju, dovolite pa mi, da v imenu komisije čestitam nagrajencem, prejemnikom Rožančevih nagrad.
V komisiji si želimo, da bi tudi v prihodnje prijemali veliko število ustreznih predlogov na področju ljubljanskega športa, ki deluje veliko število zaslužnih športnih delavcev, športnikov, zato si želimo čim večjega števila pobud strani društev in posameznikov. Hvala vsem za sodelovanje, želim vam prijetno druženje in nadaljevanje večera pa podelite nagrad. Najlepša hvala. Še preden pa se posvetimo tistemu, zaradi česar smo se danes pravzaprav zbrali, nas čaka še en pomemben trenutek. Predloge za nagrade Marjana Rožanca na področju športa vsako leto skrbno pregleda komisija. To je prijetna, a na trenutke zelo zahtevna naloga. Izbrati tiste prave dobitnike je namreč velika odgovornost. Danes bi se radi zahvalili dvema nekdanjima članoma komisije za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca, ki sta svojim znanjem, občutkom za šport in predvsem svojo predanostjo pomembno vplivala na razvoj in prepoznavnost športnikov v našem mestu. Danes bosta prejela simbolično, a izjemno osebno zahvalo Mestne občine Ljubljana, zmajčka, ki si grize rep. Gre za Plečnikov motiv večnosti, kroženja, povezovanja in varovanja skupnosti. Zmaj, ki si grize rep, ponazarja neprekinjen krog podpore, prav tiste podpore, ki sta jo svojim delom dolga leta nudila športu v Ljubljani. Danes žal zaradi bolezni nihče od njiju ni mogel odzvati vabilu, a vendar zahvalo za dolgoletno delo v komisiji prejme gospod Ivo Milovanovič. Čestitke. Druga zahvala, prav tako za predano delo v komisiji in za soustvarjanje zgodbe ljubljanskega športa, pa je namenjena doktorju Stanislavu Pinterju. Iskrene čestitke obema. Vsaka resna podelitev pa potrebuje tudi kanček smeha, humorja in sprostitve. Zato smo se danes povabili k nam Roberta Petana. Na oder ga vabim skladbo, ki v njegovem slogu združuje toplino, humor in kanček nagajivosti. Kar je popolna izbira za naš večer. Vas pa samo pripravim na to, da skladba nosi naslov Ni za konja dirka in ni za srečne raj. Robert, izvoli. Jaz sem Robi, jaz bi vam zaigral komad Ni za konja dirka, ni za srečne raj. In ko me ljudje vprašajo, o čem govorim, mislim, noben me nikoli ne vpraša, o čem komad govori, ampak če bi me vprašal, bi rekel, da govori o enem karakterju, ki nam je vsem znan, tudi v športu, gotovo se z njim ogromnokrat srečate. Tudi sam se večkrat zalotim, da razmišljam kot ta en konj, ki misli, da vse zmore sam in da je najboljši ever in vse je super, dokler enkrat ne zakusti. Tako da, kot pravi en afriški pregovor, če hočeš iti daleč, če hočeš iti hitro, pejti sam, če hočeš iti daleč, si najd pa ekipo. In se mi zdi, da današnji dogodek točno to simbolizira. Že kot žrebe je bil tele. Zmeri mu je bilo vesele, kaj podred, zakomplicirati, vse je znal samo znervirati. Ni se pustil razčesati, ni ga mogel sedati. Pa ni bilo Boga, da bi noge se postavila kam se neče, ne s trenažo, ne z masažo, lahko sam upaš na malo sreče. A bil je hiter. Res je tekel komu s kontra pred budilko. Zakaj ti klinac hasne, če obrne to vinilko vsake toliko, ko se sprne? Ni glih stanoviten tip. Bi sicer šel v gore, no mu ne diši baš hrib. Bil je tak hiter, bistr, samo glup in samo svoj. Po domače, za domače in drugače bil je hoj. In ni za konja dirka, in ni za srečne raj, ne. Ni za konja dirka, in ni za srečne raj, ne. Ampak dokler si še mlad pa luši, to še nekaj hajde. Bo, ko bo, če pa ne bo, se nekaj najde. Ampak tisti, ki so zmeri tam, so ponovadi turisti. Še muhe bojo šle od tebe, če ti bili koristi, če nisi na pomoč, ne za rabo in ne opora, poslej, ko prej še v taki štali, zmanjkalo prostora. In
kaj Podrinska? Našla uzda je na koncu tudi svoje mesto, med nebom in jezikom. S tako malo gesto se ti toliko stvari poklopi, da še zadnji kaj verjameš so ti biblični potoki. Res v kako ironijo je to žrebo odkljusalo, človek bi se mogel jokati, če se ne bi mu smejalo. Ker ni za konje dirka in ni za srečne ne. Ni za konje dirka in ni za srečne rane. Pa dobro, hajt, minijo leto dve, itak rastura, pobira vse kolajne, dviga se temperatura, fotke, reportaže trajne, vse svetovna tura, pričajo se neke tajne. On ne šli, on se sfura, dokler enkrat mu ne poče, tako vsak posleko prej. Če tečeš samo v krogih, pa magari zmer hitrej, no tle ni bilo več drugače. Po njem 100-krat plana pot, se odloči, preskoči varen, dolgočasen plot in on ker teče. Če se šave danes trnjega ne mot, ker on za sabo pušča vse okoli sebe polno zmot. Res fucking car je tale konj, ko ga opera v naravi. Ne nadjebljiv žrebec, dokler se ne ustavi. Nekje, sred mile mater, v temi, ama ništa, ni šoferja, ni trenerja, ni več slame, ni več kišta, ni nobenega več od tisti, ki ga niso razumeli. So pa fino tisto žvalo na večer pogreli in zdaj samo temi tipa, bolj iz nure kot z principa. Neka bi ga mikal lov, sam doma ide po domov, bo čist za dost res hvala lepo, da se žalostno prešlepa na te prvega, komu bo znal pokazati pot nazaj. Ker ni za konje dirka in ni za srečne rane. Ni za konje dirka in ni za srečne rane. Mislim, če smo že srečni, namo še prevzeti, ne? Ker ni za konje dirka in ni za srečne rane. In pa prejš v raj in v raju se cita med in mleko in ti si vegan, misliš nič od tega, kaj boš? Kli razmiš? Kaj biš tak raj? Raj ostan doma in pomagi drugim, tvoji psi, nocojšnji nagrajenci, pomagi drugim priti do njihovega raja, ker se mi zdi, da ne samo, ko veš kako, ampak tudi zakaj delaš to, kar delaš. Ko veš zakaj, takrat je raj. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Tako, sedaj pa prihajamo do osrednjega, slavnostnega trenutka današnjega večera. Podelitve nagrad Marjana Rožanca za izjemne dosežke na področju športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2025. Poleg plakete nagrajenci prejmejo tudi pozlačeno čebelo, delo industrijskega oblikovalca Oskarja Kogoja, simbol predanosti, vztrajnosti in skupnosti, ki jo šport tako močno pooseblja. Na oder ponovno vabim podžupana Sama Logarja ter predsednika komisije gospoda Gojko Zalokarja, da se mi pridružita pri podelitvi nagrad. Nagrado Marjana Rožanca za izjemni športni dosežek prejme Tina Šutej. Tina Šutej je ena največjih atletin v zgodovini Slovenije. Je simbol vztrajnosti, odličnosti in športnega srca. Tina je svojo kariero posvetila skoku s palico, kjer že skoraj 2 desetletji sodi v sam svetovni vrh. Trenira pod vodstvom Milana Kranjca, tekmuje pa za atletsko društvo Kladivar Celje, medtem ko Ljubljana ostaja njen dom. Prav tako je bila do novembra leta 2017 članica Ljubljanskega atletskega društva MAS. Leto 2025 je bilo zanjo sezona presežkov. Na kar 4 največjih tekmovanjih je osvojila 4 medalje, med drugim srebro na Evropskem dvoranskem prvenstvu v Apeldoornu, srebro na Svetovnem dvoranskem prvenstvu v Nanjingu, bron na Svetovnem prvenstvu v Tokiu ter naslov državne prvakinje Slovenije v Celju. Za njo je kariera polna mejnikov. 17 naslovov državne prvakinje na prostem, 7 v dvorani.
državni rekord 4 metre in 82 centimetrov, medalje svetovnih, evropskih, univerzitetnih in balkanskih prvenstev, 6 zmag na ekipnih evropskih prvenstvih za Slovenijo ter številna priznanja, med drugim druga športnica Slovenije, najatletinja Slovenije, atletinja Balkana in že leta 2006 športnica Ljubljane. Je pa tudi dobitnica še čisto svežega naziva slovenske atletinje leta 2025, ki ga je prejela včeraj v Celju, kjer je mimogrede naziv trener leta dobil tudi njen trener Milan Kranjc. Čestitke. Niso le dosežki. Lani v olimpijskem letu je morala skozi težko preizkušnjo poškodbo, a z neomajno voljo, disciplino in trdim delom se je vrnila močnejša in v letu 2025 znova stala na svetovnem odru z medaljo okrog vratu. Tina je tudi navdih izven stadiona. Sodeluje na dogodkih za otroke s posebnimi potrebami, podpira specialno olimpijado, ponosno predstavlja slovensko vojsko, predvsem pa je zgled mladim športnikom zaradi srčnosti, poštenosti, pripadnosti klubu in spoštovanja do sošportnikov. Je dokaz, da veličina športnika ne živi samo v metrih in medaljah, temveč v karakterju, ki ga pusti v ljudeh. Tina Šutej, hvala, ker dvigujete letvico v športu, v navdihu in v življenju. Čestitamo. Nagrado Marjana Rožanca za izjemni športni dosežek prejme tudi Žiga Mandl. Žiga Mandl je nekdanji vrhunski smučarski skakalec, danes pa eden najvplivnejših trenerjev, mentorjev in športnih vodij v Sloveniji. Svojo športno potjo je začel leta 1996. Kot tekmovalec je stal na stopničkah celinskega pokala in osvojil 3 medalje na Univerzijadi 2011. A njegov največji pečat je prišel po koncu skakalne kariere, ko je prevzel vodenje smučarskega skakalnega kluba Ilirija in klub popeljal na sam svetovni vrh. Kot trener in vodja je usmerjal in razvijal športnike, ki danes pišejo zgodovino slovenskih smučarskih skokov. Med njimi Lovro Kos, olimpijski in svetovni medalist, član ekipe, ki je letos na svetovnem prvenstvu v poletih v Trondheimu osvojil zlato medaljo. Urša Križnar, olimpijska prvakinja in svetovna podprvakinja. Špela Rogel, članica svetovno uspešne ženske skakalne reprezentance, Ema Volavšek, bronasta v skupnem seštevku svetovnega pokala v nordijski kombinaciji, ter mladi talenti Maksim Bartol in Rok Masle, dobitnika medalj na mladinskih svetovnih prvenstvih. Pod njegovim vodstvom je SSK Ilirija iz 3. kluba v državi postal najuspešnejši skakalni klub v Sloveniji in eden najmočnejših na svetu. Z olimpijskimi odličji, medaljami, svetovnih prvenstev in državnih naslovov. 3 olimpijskimi medaljami, Peking 2022, Urša Bogataj, Lovro Kos. 3 medaljami na svetovnih prvenstvih, zlatom na svetovnem prvenstvu v poletih 2024, 6 medaljami z mladinskih svetovnih prvenstev ter večkratnim naslovom državnih prvakov, ekipno in posamično. A Žiga Mandl ni le trener šampionov, je graditelj sistema, mentor, človek, ki postavlja temelje, ne išče izgovorov in razvija značaje, ne le rezultatov. V športnike vgrajuje vrednote, vztrajnost, trdo delo, spoštovanje in ekipni duh. Žiga Mandl, hvala za zgled, predanost in vse vaše skoke, ki ste jih omogočili drugim. Čestitamo.
večer. Najlepša hvala predlagateljem. Zdaj, ko sem videl mikrofon, ni več toliko zabavno. Bolj sem šokiran, ker vse je nastalo v teh 10 letih vodenja kluba. Nikoli, to sem že enkrat povedal, nikoli si nisem mislil, da bom sploh kaj takega delal v življenju, da bom trener, da gledam mi je dober, ampak in nagrada in so to preteklo delo je samo v bistvu neka pot, ki je bila prihojena in katero je treba zdaj v bistvu nadgraditi. Pred vrati je nova olimpijada, težko bomo dostegali vse to, se bomo potrudili, tako da še enkrat hvala predlagateljem, hvala komisiji za izbor in hvala tudi vsem, da omogočate, da lahko v bistvu v klubih razvijamo šport v Ljubljani. Čestitke, hvala. Nagrado Marjana Rožanca za delo v daljšem časovnem obdobju prejme Miha Koncilja. Miha Koncilja je član kolesarskega društva Rog od leta 1992. Prekolesaril je celotno pot od tekmovalca, trenerja, organizatorja dirk do izvajalca najrazličnejših tekmovanj. Miha je človek izjemne strasti in zagnanosti, ki gre vedno prek sebe, za dobro mladih športnikov in slovenskega kolesarstva. Kot mlad kolesar je dosegel naslov mladinskega državnega prvaka na Ptuju, nato pa svojo vrhunsko športno pot sklenil, da se je posvetil študiju in trenerskemu delu. Njegova strast in predanost sta prinesli izjemne rezultate. Med drugim je odkril in omogočil meteorski vzpon Tadeju Pogačarju, danes najboljšemu kolesarju na svetu. Je alfa in omega mladinskega pogona Pogi tima, ki združuje mlade talente s podporo profesionalne ekipe UAE. Poleg tega je Miha motor organizacije 6 klubskih dirk v Ljubljani in okolici. Več let je bdel nad izvedbo kolesarskih prvenstv osnovnih in srednjih šol mestne občine Ljubljana in prvenstv osnovnošolske populacije na državnem nivoju. Je mentor in vzor številnim mladim uspešnim kolesarjem, med njimi tudi olimpijskemu prvaku mladih Žigi Ručigaju. Miha Koncilja je s svojim znanjem, predanostjo in vztrajnostjo pomembno prispeval k razvoju slovenskega kolesarstva, zato si zasluži priznanje za svoje delo. Gospod Miha, imamo pa za vas eno prav posebno video sporočilo, za katerega sem prepričana, da vam bo všeč. Živijo Miha, čestitam ti ob prejemu Rožančeve nagrade. Hvala ti za vse, kar si storil za slovensko kolesarstvo, za naš klub in zame osebno. Tvoja brezmejna ljubezen in brezpogojna predanost do kolesarstva je pripomogla k razcvetu tega lepega športa pri nas in tudi v svetu. Želim ti, da bi še dolga leta užival v delu z mladimi kolesarji. Hvala ti. Večer vsem. Najprej hvala lepa komisiji za izbor, zelo sem počaščen. Bi se po tej priložnosti rad zahvalil prvi vrsti najprej svoji družini, ki me podpira pri tej poti, na vse zadnje pač kolesarskemu društvu Rog, ki mi je dal to možnost, da lahko delam to, kar si najbolj želim. Seveda ne smemo pozabiti mestno občino Ljubljana, ki
podpira šport na takem nivoju, kolesarstvo, res smo vam zelo hvaležni, da lahko pač delujemo v takem obsegu in da pač vzgajamo mlade na tak način kot jih in verjamem, da bomo pač vzgojili še kupica tudi zelo dobrih. Ne smem pozabiti svojih sodelavcev v kolesarskem društvu Rog, res smo super ekipa, brez njih tudi ne bi bilo omogočeno, da vse to lahko razvijamo na takšnem nivoju, kot razvijamo zdaj. Tako da hvala lepa res vsem. Nagrado Marjana Rožanca za delo v daljšem časovnem obdobju prav tako prejme Albert Šoba. Zgodba Alberta Šobe Berča je zgodba o ljubezni do atletike, vztrajnosti, odrekanju in strasti do uspeha. Albert se je v atletiko vključil že leta 1976, ko je Žak Ljubljana prvi preživljal težke čase in kljub omejenim pogojem začel graditi temelje za svoj trenerski in atletski uspeh. Kot tekmovalec je dosegel 4. mesto na članskem prvenstvu Jugoslavije na 400 metrov z ovirami ter 3. mesto štafeto Žak Ljubljana, bil pa je tudi mladinski reprezentant Slovenije. Kot trener je Albert uresničil svoje največje dosežke. Trenerske veščine je nadgradil pri vrhunskih mentorjih, kot so Slavko Černe, Marjan Golob in Charlie Francis. A vse treninge je oblikoval sam. V zadnjih 45 letih je skoraj vsak dan po službi vodil treninge, svoje življenje pa je posvetil atletiki. Med njegovimi največjimi uspehi so vrhunski rezultati olimpijcev Matica Osovnikarja, žal pokojnega Matica Šuštaršiča ter Brenta Laruja, ki so Slovenijo ponosno zastopali na največjih tekmovanjih. Njegovi mladi atleti tudi danes dosegajo izjemne rezultate tako na članskem kot mladinskem nivoju z vrhunskimi uvrstitvami na evropskih in balkanskih tekmovanjih. Poleg tega je Albert pomembno prispeval k organizacijskem in strokovnem razvoju atletike v Sloveniji, bil ustanovitelj in dolgoletni vodja atletskega društva Žak Ljubljana, prej dolga leta AD Mas, aktiven član Atletske zveze Slovenija in odbora za vrhunski šport Olimpijskega komiteja Slovenije. Mimogrede, prav njegov AD Žak je prav tako svež prejemnik naziva Atletski klub leta. Bravo! Je vzor predanosti, strokovnosti in ljubezni do športa, ki ga kljub pokoju še vedno aktivno udejanja kot trener. Iskrene čestitke. Večer. Seveda se moram najprej zahvaliti tistim, ki so omogočili, da sem danes nocoj tukaj, županu Jankoviču in pa komisiji. Zahvaliti se moram pa tudi moji ženi, ki mi je omogočila, da sem to svojo vztrajnost v atletiki sploh lahko realiziral, ker če si vsak dan najprej 8 ur v službi, potem pa še 4 ur na treningu, to redko katera žena zdrži. Tudi mojemu sinu se moram v bistvu upravičiti, ker sem več z drugimi otroci, ker pa z njim, ampak kljub temu on je postal odličen mlad, tudi atlet, je bil moj atlet do letošnjega leta. Nažalost ni tako vztrajen, kot sem jaz in mislim, da bo letos nehal. Moram se pa pohvaliti, da sem še vedno aktiven tudi kot atlet, predvsem boljši, kot pa sem bil kot mladinec in član. Pred enem mesecem sem osvojil 3. mesto na veteranskem evropskem prvenstvu. Moram reči, sem izredno ponosen, prej sem bral tisti spisek
prejemnikov Rožančeve nagrade in sem zelo vesel in ponosen, da bomo v naslednjih letih tudi na tem spisku res fantastičnih atletov in trenerjev in organizatorjev. Hvala lepa. Tako, nagrade so podeljene, še enkrat iskrene čestitke vsem nagrajencem. In če se ob zaključku večera še malo nasmejimo, bo to več kot super popotnica za druženje po prireditvi. In tej nalogi bo sigurno kos Robert Petan, mojster hudomušnih resnic. In takšna bo tudi njegova druga pesem. Tokrat gre za čisto svežo, prav za današnji večer napisano pesem, v kateri se bo med vrsticami poklonil tudi današnjim nagrajencem. Obenem pa mi je namignil, da nas bo spomnil na nekaj, kar vsi v športu dobro vemo. Kako pomemben je šport, kako nas vzgaja, oblikuje in kako ključna je njegova vloga pri mladih. Robert, izvoli. Ne vem, če bom vse to povedal, ker imamo samo še 4 minute. Okay? Kaj nam pove to vrstna inštanca, nagrada za šport Marjana Rožanca, saj ne beleži sekundne razdalje, nima pokala in nima medalje. A to, kar pomeni nocojšnja nagrada, pove nam o tem, katerim pripada veliko več, kot bi nam le rezultati. Pove, da za šport se nam ni treba bati, ker športni duh ni ta von iz garderobe in vztrajnost v tekmi, ko gre kaj narobe, ni zmagal tist na podiju, ko konča se. Zmagajo tisti, ki ne mislijo sam nase. Tina je šutej nocoj tu, mogoče, zato ker preskočima vse, kar sploh hoče in še po poškodbi vseeno s palcem premaga svetovne atlete za malco. Za skoke ničkolikokrat nagrajeno, nocoj pa zato, ker ni vseeno, po 20 letih na pravi je smeri. Zadnjo nagrado dobila je včeraj. Prav tako vedno pride do cilja, vztrajen predan Miha Koncilja, ki se zažene v izzive zagrebe, na svoji poti gre vedno čez sebe. Je kolesarjem zvest motivator, izjemno sposoben organizator, šolska prvenstva vsakoletna, njemu nikoli ne pade dol ketna. Pa Žiga Mandl, izjemen skakalec, nocoj ni na odru stal kot tekmovalec, slavil le polete, nekatere, temveč odskok po koncu kariere, ko je ostalim pomagal začeti in jim gradil odskočišče za vzlet, zna z občutkom pristričiti krila in biti izjemna vzgorniška sila. In gospod Albert Peč, gospod Šroba, sinonim njemu je čista zvestova, športu odrekanju, strasti do uspeha, zadnjih že 45 let ne upeha. Zahteven predan, strokoven in fair, takšen bi naj bil odličen trener in vsi, ki so delali z njim, potrdijo, da zaradi njega bolje živijo. Torej, kaj nam pove to vrstna inštanca, nagrada za šport Marjana Rožanca, ki ne beleži sekundne razdalje, nima pokala in nima medalje. Vsaka od nas, sploh pa mladina, na začetku zanima brzina, daljina, a razlog, ki le prvih nekaj let traja, ni razlog, zaradi katerega se vztraja. Človek v športu gre iskat cilj, a nekje znotraj vseh vaj in pravil najde način, da vedno in povsod z vztrajnostjo znaj najti si pravo pot. Nocojšnji prejemniki tehle prizna, iskali so cilj, verjeli so vanj, a kjer drugačni kot vsi so ostali, v tem, kdo na poti do sem so postali. Čestitke vsem, da ste taka ikona, da na odru izjemnega ste stadiona, kot na stopničke stopili sem gor in pokazali, kako zgleda vzor.
Najlepša hvala Robertu za ta izjemen komad. In še enkrat čestitke vsem nagrajencem za njihove resnično izjemne dosežke. Hvala vam, ker ste nas obogatili s svojim prispevkom v svetu športa. Najlepša hvala tudi še enkrat Robertu in vam, dragi gostje, da ste z nami delili ta prelep trenutek.